Danes v novicah med drugim odprtje kanalizacije na vrhu pri Šentjerneju, zaščita pred skalnim podorom, pričakovanja novomeških košarkarjev. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v občini Šentjernej, kjer so od včeraj tudi uradno bogatejši za urejen kanalizacijski sistem. Poglejmo. K dozdajšnjim 17 kilometrom kanalizacije, povezane s centralno čistilno napravo v Šmavči vasi, je izvajalec Krški Kostak s partnerjem Gradnje Boštanj med drugim zgradil dobra 2 kilometra gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, po 2 črpališči in hišni črpališči, vgradil je tudi 7 malih komunalnih čistilnih naprav. Ta aglomeracija ima 2525 populacijskih enot. In s tem dejanjem, s to investicijo smo pravzaprav celotno območje te aglomeracije 5 naselij Šentjernej in 4 okoliška pokrili z kanalizacijskim omrežjem. Novo kanalizacijo so dobila naselja Šentjernej, Vrh, Gorenja Brezovica, Dobravica in Šmavčja vas. Z naložbo so sledili urbanističnemu razvoju Šentjerneja tudi na področju odvajanja fekalnih voda, saj so zagotovili prebivalcem, da odpadne vode odvajajo v kanalizacijo. Pomembno je, da je to lepo urejeno, da se ne razvaža vse povsod, ampak da je organizirano, da se blato potem preko odvaja oziroma shranjuje tam, kjer je za to mesto, pa da je skrbi se za čisto okolje. Njegovemu mnenju se pridružuje tudi Andraž Rumprec, kmetije Karlovček, na kateri so pripravili dogodek in pogostitev. Sigurno, da je vsak napredek treba pozdraviti in da je to pač, če se uredi kanalizacija, da je to napredek za kraj. Nam se pa seveda dobro zdi, da imamo možnost sodelovati zraven, pa hkrati kar nekaj teh vodov šlo po naši zemlji, oziroma tudi tukaj spodaj, ker zdaj stojimo. Naložba je znašala približno 1 200 000 evrov. Občina pa je počrpala dobrih 665 tisočakov iz evropskih skladov. Projekt odvajanja in čiščenja v porečju Krke občina Šentjernej je namreč eden od 28 projektov iz dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Zdaj je pred občino še gradnja kanalizacije zunaj območja te aglomeracije. Torej manjša naselja, v ta namen pa pripravljamo operativni program, ki bo predvidoma konec leta v obravnavi na občinskem svetu. Ta program pa bo pokazal, na kakšen način bomo to vprašanje čiščenja odpadnih voda reševali v ostalih naseljih. Konec tega ali v začetku prihodnjega leta, dodaja, pa bo občina začela izplačevati subvencije občanom za že vgrajene male komunalne čistilne naprave. Krajani slovenske vasi v občini Brežice pa se že več kot desetletje soočajo s skalnimi podori s pobočja za njihovimi hišami. Največja skala, ki je priletela do hiše, naj bi tehtala celo 2,5 toni. Od jeseni bodo spali mirneje. Leta 2009 je do hiš po besedah krajana priletela največja skala, ki pa ni povzročila škode. Dokaj velik prodor skal pa se je zgodil tudi pred 3 leti. Malo nižje dol tukaj, ko je prišlo enih 8, bom rekel, skal premera na 80 cm. Zato smo se že mi kar precej časa trudili, da bi prišli do denarja in pa da bi zaščitili te občane. Potem nam je uspelo pridobiti sredstva od Ministrstva za okolje, ki so nam namenili praktično 80% sredstev za obnovo tega podora. Občina Brežice je tako za sanacijo v sklopu programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnih tal majhnega in srednjega obsega pridobila 288 000 evrov na Ministrstvu za okolje in prostor od potrebnih 363 000. To pobočje tukaj za nas v dolžini dobrih 800 metrov in ta, bom rekel, zaščita, ki se zdaj dela, se dela za 12 objektov in 21 družin je tukaj. Tako da smo veseli, da je država prisluhnila našim željam. Fizična zaščita stanovanjskih objektov se sicer razlikuje od nenaseljenih delov področja podora. Naredili so zaščito v 2 delih. Prvi del je ta tukaj za nas, to je to področje, ki ni naseljeno, dejansko, ki je tik ob tej naši dovozni cesti. Tukaj so postavljeni ti gabioni, tako rečejo gabioni, to so ti lovilci skal. Na področjih, kjer so pa stanovanjske hiše, se pa postavlja jeklena žičnata ograja višine 4 metre
ki bo pripomogla k temu, da bojo skale ostale tam, ko morajo biti. V več kot 12 letih so se domačini nekako že kar navadili živeti s tem, da jih je pred pragom ali na strehi večkrat pozdravil kak del pobočja, če le ni šlo za kaj večjega. Dejansko vsakič, ko je kaj zaropotal, je bil strah, kaj je bilo, ali je kaj na streho padalo. Tudi pa nas doma smo malo, čeprav smo naredili za hiše preventivno, leta 2006 smo začeli delati hišo, naredili eno tako, bo rekel, škarpo pa eno luknjo, smo kljub temu imeli, mislim, da ne 4 skale so prišle, take mehne, tako da smo mogli opeko menjati, tako da zdaj bo življenje lažje, vsem nam. Dela naj bi bila zaključena oktobra. Po pričakovanjih pa se bo tudi v Novem mestu v kratkem odprl covidni oddelek. V naši osrednji splošni bolnišnici se na to pospešeno pripravljajo. Po besedah direktorice Milene Kramar Zupan bodo covidno bolnišnico odprli, ko bomo v Sloveniji presegli 150 hospitaliziranih covidnih bolnikov. V bolnišnicah se trenutno sicer zdravi 86 ljudi, kar je 11 več kot dan prej, od tega 19 na intenzivni negi. Na včerajšnjem svetu zavoda so potrdili načrt za obvladovanje novega vala okužb. Bomo odprli 15 postelj navadne COVID bolnikov in pa 8 postelj za zdravljenje intenzivnih COVID bolnikov. Seveda bomo te postelje potem postopno po fazah zviševali skladno z naraščanjem števila hospitaliziranih obolelih v državi. V najvišji prvi fazi, dodaja, bodo imeli 43 navadnih in 12 intenzivnih covidnih postelj. Staro interno stavbo bodo preuredili v negovalno bolnišnico, covidne bolnike pa namestili na pljučni in infekcijski oddelek ter v staro intenzivo. S čimer pa bo zamaknjen projekt izgradnje kardiološkega oddelka v letošnjem letu, kajti to je bil zdaj plan, da gremo v jesen v izgradnjo. Ob morebitnem večjem povečanju števila bolnikov pa bodo morali zapirati programe, redne in operacijske ter specialistične obravnave že kaj kmalu. Kadrovske težave jih pestijo predvsem na internističnem področju. Odšli so 4 internisti, primanjkuje urgentnih zdravnikov. Seveda načrtujemo vpoklic specializantov v primeru epidemije, to je en od načinov. Zdaj nam je uspelo tudi pridobiti, od teh 4 smo 2 nadomestili. Še večji problem kot pri zdravnikih pa imamo seveda pri negi. Medicinske sestre se upokojujejo in so odsotne zaradi starševstva. Bolnišnica je sicer v prvem polletju tega leta poslovala v rdečih številkah. 800 000 izgube, po 5 letih letos prvič bolnišnica beleži izgube, zdaj razloge vemo, 65% znižanje cen COVID bolnikov, COVID storitev. Bistveno pa so narasli tudi stroški plač in materiala. V zavodu so sicer 68% zaščiteni proti covidu, kar vključuje cepljene in prebolele. Prvih je 57% in seveda si želijo bistveno višjega odstotka, dodaja Kramar Zupanova. Zadnji avgustovski vikend je že tradicionalno rezerviran za Semiško Ohcet. Tudi letos organizatorja, Semiški kulturni center in turistično društvo pod pokroviteljstvom tamkajšnje občine, obljubljata pestro dogajanje, ki bo v semiškem trškem jedru in okolici od petka do nedelje. Že 26 let v Semiču z ohranjanjem starodavnih običajev izkazujejo spoštovanje generacijam Semičanov, ki so nekdaj z domačo pesmijo in plesom proslavljali pomembne življenjske dogodke. Tudi letos poroke ne bo, osrednji dogodek prireditve Semiška Ohcet skozi čas pa bo v petek ob 19. uri v trškem jedru v primeru slabega vremena v kulturnem centru. Šli bomo nazaj na same začetke po drugi svetovni vojni, ko se je ponovno začelo, oziroma ko se je začela Semiška Ohcet, tako imenovana folklorna skupina Semiška Ohcet, ki je ohranjala to tradicijo in to z gospo Martino Jakša, danes žal že pokojno, dolgoletno voditeljico folklore. Poleg zgodovine ne bo manjkalo plesa, glasbe in hudomušnosti, dogajanje pa se bo ob nastopu Martine Mravinec in Marka Simčiča nadaljevalo v Semiški vinoteki. V soboto bo 6. Štrudelfest, kasneje pa bodo predstavili izzive v folklorni dejavnosti z Anjo Cizelj. Spet nastopi posamičnih folklornih parov in pa nekaj o folklorni dejavnosti in končujemo z koncertom Tria Vivere, bivše Erojke.
Pripravili so tudi številne delavnice za vse generacije. Za otroke seveda živžav na sami Roški cesti, kjer bojo lahko ustvarjali, sami risali, potem pa seveda bo tudi za starejše na samem učnem vrtu dr. Drganca ter v muzejski hiši Semič, kjer se bomo tudi dotaknili dediščine, kajti Semiška ohcet je predvsem v ospredju dediščina. Nedeljsko dogajanje pa bo zaznamovano s tradicionalno razstavo drobnice in srečanjem belokranjskih vinogradnikov. V Straži pa ta teden skrbijo za ljubitelje kakovostne filmske produkcije. Filmski teden Evrope pripravljajo že drugič. Načrtovan je bil na stari železniški postaji, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavili v kulturni center. Lanski odziv je bil dober, zato letos nadaljujejo. Filmski teden Evrope peljemo skupaj z Europe Direct Novo mesto. Prvi večer si bomo ogledali poljski film Corpus Christi. V sredo bomo gledali makedonski film Medena dežela in pa za konec v petek malce lahkotnejša tema, komedija Kako postati dobra žena. Skušamo Evropski filmski teden približati vsem prebivalcem Evropske unije, saj ta program podpira tudi Evropska komisija. Jaz najraje gledam kakovostne kriminalke, ne ameriškega tipa, ker je preveč krvi in vsega tega. Angleži imajo zelo dobre. In tudi tokrat so si ogledali filme z globoko sporočilno vrednostjo, so se strinjali obiskovalci. In še šport. Aktualni državni podprvaki in zmagovalci pokala košarkarji Krke so začeli s pripravami na novo sezono v precej spremenjenem sestavu. Mlada ekipa pa obljublja borbeno in hitro igro, hkrati pa upa tudi na vrnitev navijačev na tribune. Krkaši so začeli s treningi pred 2 tednoma. V ospredju so telesne priprave, začeli so tudi že s treningi z žogo. Treba je narediti sigurno neke dobre temelje za celo sezono. Je fizično sigurno najbolj naporen del, ampak tako sem rekel, to moramo dati skozi in se dobro pripraviti na sezono. V ekipi je kar nekaj novih, a zelo nadarjenih igralcev. Od veteranov sta tu le še Rok Stipčevič in Luka Lapornik. V dani situaciji mislim, da smo sestavili optimalno ekipo. Kakšna bo pa igra, pa vse ostalo, zato je treba zato rabimo še časa. Ker prava slika se bo izkazala čez kakšen mesec, 2. Mislim, da smo eno tako lepo ekipo sestavili. Veliko igralcev se je zamenjalo, mislim, da je večji del ekipe nov, ampak se pravi nov trener, nove ideje. Sodelovali smo dobro pri izbiri igralcev in upam, da smo prav zbrali. Kljub vsem spremembam v igralskem kadru pa imajo krkaši pred začetkom nove sezone visoke cilje. Ekipa je nova, tež bi še zaenkrat rekel, ampak sigurno so cilji, tako kot vedno, najvišja mesta v slovenskem prvenstvu in pokalu. Pač v ABA ligi, tako vsako leto, si želimo čim prej zagotoviti obstanek in upam, da bomo letos kako mesto višje kot lani. Prvo priložnost za dokazovanje bodo Novomeščani imeli 17. septembra, ko se bodo v superpokalu pomerili s Cedevito Olimpijo. To so bile današnje novice. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Bodite lepo.